Projekt Rock the Alps je evropski projekt, ki poteka v okviru programa Interreg za področje Alp. Obravnava problematiko zaščite gozda pred skalnimi podori in padajočim kamenjem. V projektu sodeluje 15 projektnih partnerjev iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice. V okviru projekta smo aprila 2019 s terenskim poskusom na Jelovici spremljali, kako se odrasel gozd odziva na proženje skal oziroma kakšna je njegova varovalna vloga v primeru nevarnosti skalnih podorov. Poskus je potekal v organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Nacionalnega inštituta za okoljske znanosti in raziskave IRSTEA iz Grenobla v Franciji, ki je vodilni partner projekta. Kot lastnik gozda je izvedbo poskusa omogočila družba Slovenski državni gozdovi. Poskus smo izvedli v odraslem gozdu na ustrezno strmem terenu, ki je hkrati zagotavljal možnost varne izvedbe. Mesto poskusa smo označili in zavarovali ter izdelali varnostni načrt. Uporabili smo skale primernih oblik z maso 1 do 2 ton. Podatke o konfiguraciji terena, na katerem smo izvajali poskus, smo zajeli iz razpoložljivih laserskih posnetkov terena. Pred pričetkom proženja skal smo natančno izmerili prostorsko razporeditev dreves v gozdu. Na območju umetnega proženja skal smo namestili merilne instrumente in specialne snemalne kamere, ki so snemale poti skal iz 4 različnih pozicij, ter na ta način omogočale posnetke celotne poti. Skale smo označili in po posebni metodi izdelali natančne tridimenzionalne modele njihovih oblik. Prožili smo jih z naprej izbranega mesta ter snemali njihovo pot in odzive dreves, ki so jih zadele. Poskus je potekal pod strogimi varnostnimi ukrepi. Na ogled poskusa smo povabili različne deležnike, da bi jih podrobno in na licu mesta seznanili z zelo perečo problematiko proženja skal v alpskem prostoru ter nazorno prikazali učinkovitost varovalne vloge gozda. Ugotavljali smo odzivnost odraslega gozdnega sestoja na učinke padajočega kamenja, kinetično energijo skal ter višine odbojev skal od tal. Zbrani podatki bodo osnova za razvoj tridimenzionalnega modela, ki bo v pomoč pri projektiranju podajno-lovilnih ograj na območjih, kjer gozd nima zadostnega varovalnega učinka. Ustrezno projektirane ograje uspešno zadržijo padajoče kamenje ter na ta način ščitijo dobrine in infrastrukturne objekte. S končanjem poskusa, raziskave v tem gozdu še niso končane, nadaljujemo jih s spremljanjem rasti in vitalnosti dreves poškodovanih v poskusu. Rezultati bodo omogočili nov vpogled v upravljanje varovalne vloge gozda.